res so priznanje takim moškim, kot si ti in tudi vsem kakšnim mojim prijateljem, ki jih poznam, ker se mi zdi, da delate, a veš, toliko dober za družbo, ne, ker se mi zdi, da vedno več moških, ki vidi take moške, a veš, da je možno, ne, tudi en drug pol, en drug način razbijanje teh stereotipov pa tega, no, to se mi zdi super. Ker rabimo in moške in ženske, no, da se bo družba valjda preobrazila, transformirala, ne. Ja, ampak je pa še to, a veš, se strinjam in hvala ti za to najprej, da jaz pač, res, zdaj bom delal na temu, da sprejmem to priznanje. Tako da res, hvala ti, I got it in cenim to, da me tako vidiš. Da vej, kaj še tvoje sklepne besede? V bistvu te moram pohvaliti, gostoval sem na parih podcastih že, mislim, ne zdaj da ful, sem pač veteran tega, ampak jih tudi spremljam, to tako ameriške in sem v bistvu ugotovil, da problem, pač, da je to v Sloveniji dosti novo, ne, pač bomo rekli ta žanr, ne, in da se dosti še vedno vodijo podcasti kot novinarski intervju. A veš, pri tebi je pa, sem dobil prvič feeling, a veš, da je bil dejansko pač, a veš, pogovor, ker to je podcast, ne, a veš, ni puno zdaj neki, kako si začel svojo športno pot in pol ta pove in pol je naslednje vprašanje, veš, da steče neka interakcija, ne, to, ki si pač tudi nadovezal uno pač zgodbo o sneženem gradu, pa, a veš, tako, pa da so se pogovarjali tudi o tvoji karieri, ne. A veš, tako, to je pač point, se mi zdi, da je prvič sem dobil res tak feeling, da pač sem v podcastu, no. Okay, to je moja sklepna beseda, tako da ti naredim en props, big up za na koncu. Big up za naprej, ne. Ja, mislim, ampak, ne, hvala. A veš, vsi, ki so do zdaj to poskušali, to delajo ful novinarsko, pa premalo pogovorno, ne. A veš, in ti pač to ful dobro, mislim, se mi zdi, da to ful dobro furaš, no, posebej po moji izkušnji. In je the best. Okay. Thanks, sprejmem kompliment, včasih ga je težko, verjetno se mogoče kdaj sam soočaš tudi s tem, ki ti kdo reče, da je dober pasivno, ne, točno to, ne. Hej, ampak to je, se mi zdi, da ena vrlina, ki pa te dvigne na naslednji nivo, ne, da znaš sprejeti komplimenta, ne, in reči hvala. Ja, ne, to je res. Ker se ljudje, ker na koncu, če tako mi reagiramo, ono drugo, si glihkar njega mu rekel, ok, stari, glihkar si porabil 1 minuto, da si razmislil, kaj mi boš rekel, in zdaj si mi povedal in jaz ti rečem, ali pa če mi ne bi, pa si stari, s čim sem pustil človeka. Bravo, točno to, kar si zdaj rekel in to je ful res. Jaz sem zelo, zelo hvaležna, da si me povabil, da sva tisto, kar sva si rekla za sodelovanje pred 2 leti, danes uresničila. Nisva niti vedela, kako bova sodelovala, kaj bova sodelovala. In vidiš, kako se je to zgodilo, tako da pričakuj, da kadar bom imela kakšen velik dogodek, da boš tudi ti gost tam. Hvala. Ker tudi jaz rada take ljudi, kot si ti, dam na oder in pokažem, da ste pomembni za ta svet, da ti sledijo, predvsem najstniki. Jaz tisto, kar danes, kar sem začutila, je, da si ti oseba, ki jo rabijo najstniki, predvsem fantje, ki v današnjem času med vsemi učiteljicami in mamami, ki smo prisotne pri vzgoji, manjka našim fantom en dober moški z zgledom, ki se z njimi lahko pogovarja o kjerikoli temi in Jernej, to si ti. Hvala. Cenim res za tvoje besede in veselim se kakšnegakoli povabila in bodočega sodelovanja. Jaz se tudi v mej smislu pismo, jaz bi tudi za mojco tukaj učil.